nebeški pozdrav sem skupaj. Moje ime je Kristi Žmahar, oglašam se vam iz duhovnega ateljeja Potovanje duše. Pravzaprav tokrat ne čisto iz duhovnega ateljeja Potovanje duše, kot vidite sem v nekem drugačnem okolju. Malce se potepamo po Beogradu z našim timom, imamo se odlično, ampak seveda, ko smo tako zelo sproščeni, seveda padajo tudi ideje. In ker se mi seveda kot naš tim radi zelo pogovarjamo o duhovnih vibracijah, smo se danes na enem takem prijetnem sprehodu pogovarjali o energijah, ki prihajajo nekako do novega leta. Pogovarjali smo se o prazniku boginje Lakšmi, ki prihaja, to je budistični praznik obilja, pa potem o prazniku boginje Kali, ki nekako naznanja to, da se neke stvari končujejo. In seveda je potem tukaj tudi nekakšen drugačen praznik nadangela Rafaela, ki ga imate vsi tako zelo radi, torej angelske energije. In ko smo razmišljali, smo nekako ugotovili, da se vse te energije v mesecu oktobru združujejo. To pomeni, nekatere stvari se končujejo, zato da bi se lahko druge začenjale. In sem rekla, kaj če bi mi posneli ena taka krasna sporočila za vse vas, ki nas spremljate in resnično smo hvaležni danes, in da bi vam malce pogledali v te energije, kaj prinašajo do novega leta. Da pa bi lahko ta sporočila bila malce bolj konkretna in malce bolj podrobna, bomo naredili nekaj, kar imate vi vsak mesec zelo radi, in to je sporočila po mesecu vašega rojstva. Tokrat sicer ne po astroloških znamenjih, bomo šli pa po mesecu vašega rojstva. Zdaj, če pogledamo, kaj konkretno nas čaka do novega leta. Mesec oktober se nekako označuje tudi po numeroloških zakonih za karmični mesec. Tisti, ki prinaša neko ravnovesje, tisti, ki prinaša neko poravnavo. Potem imamo mesec november, ki je naravnan na naše razmišljanje. 11 je številka razmišljanja, manifestacija in pravi, vse, kar si boš zamislil, tisto boš živel. In potem je seveda tukaj še mesec december, kjer pa nekako veljajo tiste vesele vibracije. Tukaj je 12, če jo združimo, torej dobimo trojko, Trojka je številka zabave, smeha, obilja, in to seveda v vsakem prazničnem mesecu tudi nekako sodi zraven. Zdaj pa, če vse skupaj povzamemo, torej nekakšne te zakonitosti vseh teh številk, ki sem jih naštela, pa potem mesece vašega rojstva in recimo, da združimo vse te praznike, ki prihajajo, torej praznik boginje tiste, ki zaključuje, torej Kali, potem praznik boginje Lakšmi, ki prinaša obilje, in nadangela Rafaela, ki zdravi, se je pojavilo seveda vprašanje, kaj lahko mi pozdravimo pri sebi, zato da bi lahko živeli življenje obilja. Namreč veliko ljudi ima želje, ima sanje, želi si to, želi si, saj veste, sami veste, kako je pri vas, Dostikrat pa imajo ljudje občutek, da obstajajo pa seveda tudi določene blokade, zakaj ljudje nekako do tega ne morejo priti. Ste imeli kdaj občutek, da veste, kaj si želite, pa ste vedeli, da ste pridni in da zato delate, in enostavno, zakaj vas vesolje potem ne podpre? Ste se kdaj vprašali? Vem, da ste se kdaj vprašali, vsi smo se kdaj to vprašali, zakaj pa potem se nekako zdi, da drugim ljudem je nekaj kar podarjeno in z lahkoto pride k njim, morda pa k vam ne. Vse te blokade imajo svoj izvor in dejansko so zadaj energije, ki jih je dobro razumeti. In če bi vi recimo lahko sedaj dobili neke take iztočnice, kaj pozdraviti pri sebi, da bi se blokade obilje umaknile, potem jaz verjamem, da vam je lahko to v izjemno pomoč. In vsekakor sem si to želela za vas, ideja je padla, in jaz mislim, da bi bilo dobro, da si to pogledamo. Torej, da združimo te angelske energije z mojstrskimi energijami in da vas pripeljamo do tega, da začnete nekako razmišljati v vaše smeri obilja. Pa bomo šli kar po mesecih in jaz mislim, da vam bo tole zelo všeč. Seveda pa, ker jaz verjamem, predvsem v tem obdobju, verjamem, da je potrebno tudi delati na področju nečesa, vam bom vsakemu izmed vas, torej tisti, ki ste rojeni pod določenim mesecem, vam bo dala tudi domača naloga. Seveda, dala vam bo domača naloga, mogoče kakšno tako kratko, simpatično nekaj, da vam bo nekako to vašo energijo preusmerilo na tisto, kar želite. Kako že pravijo, brez dela ni jela in podobno. No, mi se bomo šli pa to, da brez dela ni ta prave energije, mi pa si jo želimo. No, pa gremo kar po vrsti. Pa začnimo z vami rojeni, ki ste rojeni januarja, da bomo šli kar od začetka. Torej, tisti, ki ste rojeni januarja, mi je bilo prišepljeno,
da boste zdravili nervozo glede ljudi. Jaz sem si tukaj zapiske, ko mi je Nadangel Rafael govoril, napisala zdravljenje nervoze glede Zemljanov, pa so se potem z Nadangelom Rafaelom malce nasmejala in Zemljani definitivno ni bilo mišljeno slabšalno. To je pač hec Nadangela Rafaela, ampak da vam povem, kaj je v bistvu mislil s tem. Tisti, ki ste rojeni januarja, imate dostikrat zelo napredno razmišljanje. To pomeni, veste, kaj je potrebno, veste, kaj morate priti in včasih ratete zelo nervozni zaradi tega, ker vam enostavno ni jasno, kako ljudje tega ne poštekajo, kako jim ni jasno, kaj vi razlagate, kako jim ni jasno, kaj morajo storiti, kako jim ni jasno, da se določene stvari ne delajo. In vkolikor želite imeti dobre odnose, pa tudi obilje, posledično bodite previdni, da do novega leta ne boste izgubljali energije s tem, da boste preveč fokusirani na ljudi, ki ne zmorejo, ne da nočejo, ampak ne zmorejo iti po vaši hitrosti, tako delovanja, kot tudi razmišljanja. Veste, tiste trenutke, ko imate, joj, Zemljani, kako ne razumejo tega in potem ratate enostavno živčni in potem imate energijo na njih. Zakaj se to ni zgodilo? Zakaj ni to tako? Moram priznati, jaz nisem rojena januarja, ampak priznam, da vas včasih tudi jaz lahko razumem, ne? Imam zelo rada ljudi, ampak včasih, ko se srečujemo z ljudmi ali pa smo nekako privat prepleteni z njimi, moramo razumeti, da ima vsak svojo hitrost. Da ljudje niso tukaj zato, da bi hoteli nam karkoli slabo, ampak da včasih ne moramo razmišljati na enake načine. To pomeni, da probajte svoje razmišljanje preusmeriti iz tega, kaj oni vse niso naredili, v tega, kar pač lahko sami naredite zase. Tisti ljudje, ki lahko v tem procesu sodelujejo zraven, super, fino, fajn, za vse ostale in pa dajte čas, da vam bojo nekako sledili. Kako to narediti? Vsak konec dneva imate vi domača naloga, da date fokus na se. To pomeni, da se malce umirite, se skoncentrirate, umirite, predihate, meditacija je zato ključnega pomena, kaj ne? In da naredite inventuro pri sebi. Kaj ste naredili, kaj ste dobrega naredili in kaj boste naredili morda. Naslednji dan se malce osredotočite na svoje cilje, ampak to pomeni razmišljanje o sebi, svojih potencialih in v bistvu s tistim, kar vi lahko operirate. Ne pa veste tisto, kako z njima zaspiš, me znerviral, v službi tega ni naredil. Pustite to za nekaj časa na stran, boste videli, kako zelo se vam bo energija obrnila. Čudežno. To pomeni fokus samo na sebe, osredotočenje izključno na sebe, to pomeni pohvala sebi, cilji k sebi, tako naprej. Vse ostalo, kar vam ljudje lahko dodatno ponudijo, je seveda samo bonus. Vkolikor boste ves fokus v tem obdobju dali na se in na svoje delovanje, boste videli, da ste res vi tista ključna sila in boste videli, da vas tudi ljudje ne bodo preizkušali. Tako da to ste bili vi januarci. Ok, potem gremo na tiste, ki ste rojeni februarja. Karma healing je tukaj napisano, kar pomeni karmično zdravljenje. Ne? Tisti, ki ste rojeni februarja, imate do novega leta zelo velike premike v tem, da vam bo karma začela vračati, pravično vračati tisto, kar ste dali. Ja, res, a se bo končno res to zgodilo? Ja, se vas lahko slišamo, ne? Ja, lahko se to zgodi, seveda. Zaslužite si, da trenutno začnete dobivati nazaj vse, kar ste dobrega dali. To pomeni, da bo vesolje resnično usmerjeno na vas v nekem takem efektu. Slišali smo, videli smo, tole ti pripada in da bo na vas dobesedno padlo nazaj tisto, kar ste vi dali in se vam še trojno povrnilo. Ampak pozor, obstaja pa ena manjša zanka. In ta zanka je, vkolikor želite karmična povračila, se morate nehati nekako oklepati starih občutkov, da nekaj ni bilo pošteno, da ni bilo fair do vas. To pomeni, vkolikor želite, da vam vesolje nekaj vrne, nehajte ocenjevati nazaj, kaj so vam krivičnega storili, kako ste vložili delo v nekaj, pa ni bilo poplačano. Vkolikor boste imeli energijo na to skoncentrirano, vesolje ne bo moglo odpreti ta portal in v bistvu ta vrata, ki tečejo do vas in ki pravijo, videli smo tvoj trud in tukaj je naša nagrada. To si lahko zaprete samo sami.
Vem, da je včasih težko razumeti, zakaj nam določeni ljudje nekaj naredimo. Recimo, ti si bil do nekoga dober, imel si odprto srce, človek te je prizadel nazaj. Vsi tisti, ki ste in smo, no, jaz sem tudi rojena februarja, tako da definitivno vas lahko razumem. Lahko včasih mogoče težko razumemo, ne. Tudi meni je bilo velikokrat, wow, narediš dobro za ljudi, pa, a veste, se vedno najde ljudje, ki te kritizirajo, pa ti slabo vračajo, pa tako naprej. To je tako, ampak enostavno moramo preseči to energijo, iti čez to in vedeti, da so zgoraj res sile, ki poslušajo in dobro vračajo. Tako da jaz bi vam nekako probala prefokusirati energijo z eno zelo luštno vajo in sicer ta vaja, vsi, ki ste rojeni februarja, imate radi nekaj oprijemljivega, imamo radi, kaj ne? In sicer boste naredili eno vajo, upam, da mi boste zaupali. Rabite polno luno, okay? Polno luno boste imeli 4. novembra, pa 3. decembra boste imela, ne? Torej, ko bo polna luna, jaz vam svetujem, da zdaj to naredite že kar novembra, vzamite list papirja in gor napišite, kaj želite, da se vam povrne. To pomeni vse, kar želite in imate občutek, da vam pripada, napišite na list papirja, okay? Potem pa pod listom papirja, torej napišete seznam vsega tistega, kar želite, da se vam povrne, napišete ta stavek, vse to je video, pa si boste lahko ustavili, pa v miru prepisala, ne, ko bom jaz to prebrala, pa potem šli naprej z videom. Napišite si en manjši urok, torej na koncu lista si napišete, kar me moč, bodi mi v pomoč, naj gospodarje karme povrnejo mi, na list zapisane stvari. Dobro želim jaz deliti in vse dobro si tudi povrniti. Okay, torej še enkrat ponovim, kar me moč, bodi mi v pomoč, naj gospodarje kar me povrnejo mi, na list zapisane stvari. Dobro želim jaz deliti in vse dobro si tudi povrniti. Ta list zakopljite nekam v zemljo. Pojdite v gozd, na sprehod, kakorkoli že, nekam zakopljite ta list v zemljo, lahko, če imate doma vrt, lahko tudi komot na vrt. Skratka, in potem pustite, potem v zaupanju spustite in verjemite, da vam bo karmično prišlo nazaj, kar vam pripada. Taka zelo, zelo luštna vaja. To je bilo to, februarci. Sedaj pa marec. Tisti, ki ste rojeni marca, morate v bistvu pozdraviti ta občutek, ki imate včasih, da nimate podpore, da ste za vse sami, da vi kar mislite, da ljudje vejo, kaj si vi želite in pričakujete, da vam bojo dali tisto, kar vam pripada. To pomeni ali pozornost, lepe besede, vas kam peljali in tako naprej. Vas želim nagovoriti, da so ljudje trenutno v svojih procesih in da včasih težko opazijo sebe, kaj šele, da bi vas opazili. Enostavno ne dejansko, da so zlobni do vas, ampak ne morejo. Zdaj v tem obdobju res ti notranji procesi tečejo, ne? Tako da za vas je domača naloga oziroma zelo pomembno, da pozdravite to nekakšno, bom kar povedala direktno, to notranjo užaljenost. Ne? Kako nisi videl, da sem jaz žalostna ali pa žalostna? Zakaj me ne vprašaš, kako si? A ne? Ne tega delati. Če hočete to energijo obilja, začnite vi govoriti. Ne pričakujte, da bo svet okrog vas kar vedel, kaj vi pričakujete, ampak začnite govoriti. Ne vem, primer bomo vzeli, recimo, ne vem, imaš partnerja, si želiš več njegove pozornosti, a ne biti zdaj užaljena sem, kaj je narobe? Nič ni narobe. Poznate to? Ne tega delati. Resnično, če ste rojeni marca, ne tega delati. Pojdite do partnerja in iskreno, bodite v ljubezni, odprti in rečete, jaz tebe ful pogrešam, jaz tebe toliko pogrešam, a si lahko vzameš čas, da greva v kino, da greva na večerjo, ful raben se pogovarjati s tabo. To pomeni, da izraste. Če so to prijatelji, jih povabite na kavo, pa reče, a veš, res pogrešam mnenje prijateljice, kakorkoli že, to pomeni izražajte, ne? Vaša domača naloga je, da najdete vsaj eno osebo,
v enem mesecu, vsak mesec, da najdete osebo, ki želite izraziti, kaj si vi želite iz tega odnosa, tega druženja, ali pa če je to v službi, ali lahko dobim večjo plačo, zanima me, ali lahko se mogoče pogovarjava kdaj v prihodnosti o napredovanju. Začnite govoriti, to pomeni, začnite nekako vi vključevati ljudi v vaša življenja in jim reči, tukaj si te želim noter, tukaj si želim to, izražati svoje želje in sanje. To pomeni govoriti, paziti tudi na svojo grleno čakro. Tudi vsak dan, ko se zbudite, lahko samo nežno položite roko na vaše grlo, in začutite, kako si preko roke vdihnete ljubeče besede in te vas bodo potem vodile tudi čez dan. To je tudi ena taka zelo krasna vaja. Tako da zelo se že veselimo teh vaših glasov ljubezni. Pa gremo naprej, mesec april. Mesec april. Vi morate pa pozdraviti svoje telo in izčrpanost. In sicer nadangel Rafael mi je prišepnil, da ste mnogi izmed vas, ki ste rojeni aprila, izgoreli, izčrpani, zaradi tega dostikrat mogoče tudi muhavi slabe volje, zaradi tega, ker enostavno imate vsega preveč. Je treba to, tako razumemo, pridni ste, čestitamo in vse tako naprej, ampak vaše telo vam pošilja zelo močno sporočilo, da si rabite dovesti novo energijo. To pomeni, da ste bili tako zelo naravnani na obveznosti in na služenje svojemu življenju, življenju ljudi, ki jih imate radi, da enostavno tako ne bo šlo več. Počitek, meditacija, masaža, kakorkoli že, je za vas sedaj ključnega pomena. Mogoče boste rekli, jaz nimam časa, Kristi, zdaj zato, kar ti govoriš. Ne vem, če glih dobro sporočilo dajati svojemu telesu, nimam časa zate. To, če ti predolgo sporočaš telesu, da nimaš časa za njega, bo prej ali slej ti rekel, veš kaj, jaz pa želim tebi nekaj povedati, kdo zdaj nima časa. Tako da tega nočete začutiti, potrebujete resnično umiriti to energijo in v bistvu, če se boste ustavili, če boste nekaj časa počivali, če si boste vzeli čas zase, boste v bistvu naredili veliko več, kot ta trenutek mislite, da boste naredili, če ste ves čas v pogonu. Ampak za vas, razen te domače naloge, ki je, priznam, kar malce obsežna, imam še eno dodatno vajo in sicer obnovitev energije pod prho. No, tam pa imate vsaj malo časa. Torej, vedno, ko greste pod prho, do zdaj je bila pač, to je samo tuš, voda in tako naprej, spremenite to vodo v zdravilno vodo, energijsko jo dejansko napojite. Pokličite nadangela Rafaela, tukaj sem ogromno sporočil z njim delala, Dragi nadangel Rafael, prosim, spremeni to vodo v zdravilno vodo za moje telo. Na to pa si vizualizirajte te kapljice, ki padajo po vas, da so zelene svetlobe. Zelena svetloba blazno obnavlja našo energijo čakrov, obnavlja našo auro in dviguje energijo telesu. Naredite to vsakič, ko boste šli pod prho, delajte to najmanj 3 tedne, jaz bi priporočala, da so podaljšate ta proces do novega leta. Mogoče mislite res, da se hecam, pa mogoče ne poznate teh energijskih tehnik, ampak lahko vam povem, da delajo čudeže in vas tokrat vabim, da preizkusite moje besede. Torej, zdravilna prha za vse vas aprilce. In sedaj gremo na mesec maj. Tisti, ki ste rojeni meseca maja, boste zdravili v tem obdobju občutke, da niste dovolj dobri. Tisti, ki ste rojeni meseci maja, tukaj je zelo potem boginja Lakšmi, boginja obilja tudi prišla, zraven je govorila, da se vam bojo nekatere stvari prav odpirale, priložnosti, ljudje bojo dobesedno k vam prihajali, vam govorili stvari, nekateri ljudje vam bojo dobesedno na srebrnem pladnju nekaj hoteli prinesti, ampak to je vse fino fajn, ampak edina stvar, zaradi katere si vi lahko te priložnosti, ki so vam lahko dobesedno dostavljene, zaprete, je s tem občutkom, da niste dovolj dobri. Ta občutek, nisem dovolj dober, gre potem lahko v večjo razsežnost. To pomeni, da se vam neka priložnost ponudi in se vam bo in jo vi zaprete s tem, nimam časa za to. To je v bistvu tako zelo podzavestna vibracija tega, da ne želiš tega sprejeti, ampak tisti vrhovni občutek tukaj je, nimam časa za to, ker se bojim, da mi to ne bo uspelo.
ne, jaz tega ne zmorem, nimam dovolj izkušenj, nimam dovolj izobraževanja, različne so te stvari. Dosti teh čustev je z vami tudi v preteklosti komunicirali in čas je, da se tega znebite, čas je, da delate na svoji samozavesti in da resnično, da se dvignete v tega Feniksa, ki verjame, da karkoli mu je vesolje pripeljalo z namenom, zaradi tega, ker vi to zmorete, zato ker ste si to želeli in s tem, ko ste si to želeli, ste v bistvu to tudi priklicali, ne? Zdaj, glede samozavesti moram reči, da sem jaz vesela, ker imamo pač v našem ateljeju človeka, ki to področje zelo obvlada. Torej, vem, da video gledate in ženske in moški in za vas imamo 2 dogodka. Eden je, upam se ne bom zmotila, ampak mislim, da je 5. november, a ne? Je 5. november? Okay. 5. november v našem ateljeju samozavestna ženska kraljica dogodek, delavnica. Zelo velik dogodek, ki je za moške in za ženske, bo pa brezplačna predstavitev v dvorani Smel 8.12., ko bo Mihael Žmahar imel zelo ogromno predstavitev z gosti. To bo res en tak spektakel leta z naše strani in kjer se bo ravno to delalo. Samozavestni moški in ženske, ki jih seveda razumejo. Tako da to ste vabljeni, da pogledate na našo spletno stran potovanjeduše.si. Sedaj za vas pa tudi ena druga vaja, ki jo pa lahko delate vsak dan doma, ne, da ne bomo čakali december, je, da vsako jutro, ko vstanete, svoje ogledalo spremenite v magično ogledalo. To pomeni, sprememba ogledala je, imaš navadno ogledalo v kopalnici in kar naenkrat si predstavljaš, da je to čarobno ogledalo in vidiš sebe v samozavestni podobi noter. Ljudje to marsikaj videvajo, eni se vidijo noter kot leve in levinje, skrempeljčki, kakorkoli že, to je vaša odločitev. Eni se vidijo, ne vem, v svoji popolni podobi, eni se vidijo, ne vem, kaj smo že vse imeli, kot čarovnice, ker se tako dobro počutijo. Odločitev je vaša. Pričarajte si podobo najbolj ultimatne svoje samozavestne podobe. Ok, to je to. Potem gremo naprej na junice. Tisti, ki ste rojeni junija, boste zdravili občutke, tole ne vem, kako vam bo všeč, pa vendarle, vi boste zdravili občutke nadzora. Vi imate zelo radi to, hočem vedeti, kaj se bo zgodilo, kdaj se bo zgodilo, kje se bo zgodilo, kdo bo vpleten, zato da sem jaz lahko pripravljena. Zdaj v tem obdobju ne bo šlo tako, ne bo v bistvu ta kočija takole peketala, ne? Nekatere stvari v življenju vam prihajajo kot presenečenje in dejansko, če boste vse želeli imeti pod nadzorom, boste ta presenečenja zaprli, zaradi tega, ker boste vse hoteli imeti, jaz kar po domače govorim, toliko po regalcih, toliko zelo natemperano na kaj se pričakuje, da potem ni manevrskega prostora za ustvarjalno, kreativno energijo, ki vas lahko zelo preseneti, vam obrne življenje na glavo, to je res, v 24 urah, ampak na boljši način, kakor ste pričakovali, ne? Tako da dajte si majčkan dovoljte si, da nekatere stvari v življenju preprosto ne veste. Da ne veste, kam grejo, da ne veste, kaj bo jutri, kaj se bo zgodilo. Vem, da je to mogoče včasih malo težko narediti, ampak tisti, ki ste rojeni junija, vas bom nagovorila na to, da probite malo sprostiti to vibracijo, zaradi tega, ker neke vihrave spremembe lahko pridejo, ampak jaz sem lahko garantiran, da boste z njimi zadovoljni, ne? Za vas bi bilo zelo dobro, zdaj odvisno, da ste jutranji, večerni tip, da delate karkoli na temo meditacije, razbremenitve misli. Tisti, ki imate radi nadzor, načrtovanje in tako naprej, je zelo dobro, da nekako pod kontrolo spravite svoje misli. To pomeni, lahko jih samo predihavate in probate priti do občutka ničesar. Kako misliš ničesar? V meditaciji mi ni treba nič početi. Ja, v bistvu točno to vam svetujem, da dejansko samo probate priti do tistega občutka tišine in ničesar, kjer samo ste prisotni v nekem danem trenutku. Zjutraj ali zvečer odločitev je vaša. Ok, pa gremo naprej, julij, smo že več kot čez pol, ne? Aha.
Tisti, ki ste rojeni julija, ste imeli v tem obdobju težave z eteričnimi vezmi, povejmo po domače, z energijo, ki se je napela na vas in ni bila vaša. Povedala vam bom kar direktno, jaz sem znana potem, da zelo rada iskreno govorim, dost energij ste se navlekli, ki niso vaše energije. To pomeni, ali ste se naposlušali toliko ene energije od drugih ljudi, ali ste dejansko se toliko navzeli iz sočutja do drugih ljudi, ste se toliko navzeli njihove energije, da vas je preobremenila. Če ste imeli težave s tem, da ste bili nenadoma muhavi, slabe volje, energija vam je padla, slabo ste se počutili, niste pa vedeli zakaj. Ker ko ste pogledali zunanje vzroke, se je zdelo, kot da se ni nič spremenilo. To je točno to. Vzroki so v tem, da ste tako zelo senzitivno bitje, tisti, ki ste rojeni julija in ki to gledate, da nezavedno pobirate te energije v enem trenutku, ko se nakopičijo kot vulkan, seveda tudi izbruhnejo in takrat izbruhnejo v eksesu, torej v neki zelo močni energiji, zato ker to more nekam iti. Ogromno stvari, od jeze do žalosti, preobremenitev sploh ni bilo vaši. Odvrženo je bilo na vas. Nadangel Rafael mi je pokazal koš za smeti. Nad slabega nočem, ampak dostikrat ste bili dejansko koš za smeti, zato da so ljudje lahko metali svojo energijo na vas. Se tega ljudje ne počnejo zavedno, ampak vseeno posledice pa so lahko za vas kar močne. Ampak če mi je že bil pokazan koš za smeti, pa dajmo iz tega koša nekaj dobrega narediti. Zakaj pa ne? Vsak večer si zaprete oči in samo dihate čez celo telo in si predstavljate koš za smeti. Pridete do tega koša, dvignete pokrov in si vizualizirate, predstavljate, držite namen, ni važno kako že, v ta koš odložite bremena, ki so vaša in ki niso vaša. Predstavljajte si, da je to koš nadangela Rafaela, lahko ga prinese nadangel Rafael in vi v ta koš te obremenitve odložite. Lahko noter vržete žalost, lahko vržete jezo, lahko vržete nekaj, kar se vam zdelo, da ni moglo biti razrešeno in enostavno to predajte v ta koš. To je tako zelo razbremenilna energijska tehnika, da je to resnično neverjetno. Jaz vam res predlagam, da to počnete, boste videli, kako lažje boste dihali. In sedaj gremo na mesec avgust. Tisti, ki ste rojeni meseca avgusta, boste zdravili, nima drugega izraza, raztreščeno energijo. Po domače povedano, vi ste kot ping-pong žogica, povsod vas je veliko. Jaz bi to naredil, zdaj rabim to izobraževanje, zdaj rabim to, zdaj to, razumete, ogromno stvari. To je zaradi tega, ker ste rojeni avgusta vizionarske duše. Super, fino pa fajn, ampak veste kaj, v tem obdobju vam to ne bo prišlo prav, zaradi tega, ker boste imeli 1500 idej, naredili boste pa nekaj preveč. To pomeni, da vas moramo malce umiriti, to ne pomeni, da hočemo ugasniti vaše vizije, Bog ne da je avgustovcu to narediti, ne, tega nočemo, ampak vseeno rabili boste fokus. Ta jesen bo zahtevala od vas, konkretno na vašo energijo, kako je pisano, rabite fokus, rabite v bistvu neko energijo, ki bo šla nekako korak za korakom. To pomeni, dajte se osredotočiti. Navodilo za vas je sledeče. V enem mestu si zadati en konkreten cilj in ne zadati si še kakršnega koli dodatnega cilja, dokler ta prvega ne uresničite. Kaj pa, če imam jaz 3 cilje naenkrat, težko bo. Jaz bi vas rajšo osredotočila, seveda se imate ene stvari, ki jih rutinsko delate, govorim o stvari, ki se na novo začenjajo, upam, da se to razumemo, da ne boste celo svoje življenje spustili z rok, Bog ne daj. Torej, zadajte si en cilj v enem mesecu, ko tega naredite, si postavite novega, torej mečkam bolj sfokusirano in osredotočeno na eno stvar, torej da ena stvar dobi eno močno energijsko podporo in boste videli, da boste veliko več stvari naredili. Mesec september. Tisti, ki ste rojeni septembra, imate velikokrat podzavestni strah, da bi nekaj ali nekoga izgubili.
Vi ste zelo čuteče duše, radi imate svoje bližnje, radi imate stvari, ki ste jih ustvarjali. V bistvu imate veliko srce kot Rusija, bodimo pač iskreni, ne? In dostikrat vam se vklopi ta strah, kaj pa, če bo tega jutri konec, kaj pa, če se mi jutri odnos konča, kaj pa, če jutri, ne vem, kakšnega od mojih bližnjih ne bo več, kaj pa, če bom izgubila denar, kaj pa, če bom izgubil službo. Razumete, dostikrat nekako podzavestno pri vas pride strah pred končanjem nečesa, ne? Tukaj nastopi boginja Kali, ki je boginja končevanja, ampak pozitivnega seveda, ne? To imate izključno zaradi tega, ker je vaša srčna čakra tako zelo močna in ker ste vi tako zelo ljubeča bitja in tega vam nočemo odvzeti in tega vam jaz nočem odvzeti, zato vam ne bom rekla, naj vam bo vseeno, če kaj izgubite. Ne bom vam tega rekla. Definitivno vam ne bom, jaz bi rada pri vas ohranila to srčno vibracijo, vendar pa imam za vas eno vajo, kako lahko dejansko iz te energije, ki se boji, da bi se kaj končalo, pridete v to, da boste strah zamenjali s tem, da boste dobili še več tega, kar tudi sami dajete. In sicer za vas je vaja sledeča. To lahko naredite kadarkoli začutite, ne? Sploh, ko so kakšne polne lune, pa to je to zelo močna manifestacija. Predstavljajte si sebe in svojo kožo, da je magnetna. To pomeni, da je koža magnet. In na ta magnet si predstavljate, recimo, če bi se zdaj spremenila v magnet, kako zagrabim in pritegnem k sebi stvari, ki jih želim imeti. Zdaj bi lahko pritegnila karkoli bi želela, ne vem, eni si želite nove hiše, eni si želite denarja, eni si želite odnosov, to si lahko, kako pa lahko odnose pritegnem? Lahko zaradi mene simbol srca pripnete na svoj magnet, lahko zaradi mene imena ljudi pripnete na svoj magnet, kakorkoli že, simbolično ali pa direktno si predstavljate, kako se spremenite v magnet in to pritegnete k sebi. In to vas bo sfokusiralo. Vsakič, ko vas popade strah, da bi kaj izgubili, ne vem, vzamemo primer, bojite se, da bi izgubili nek denar, pustite, ko začutite strah, se spremenite v magnet in naberite si svoje cekinčke, ja? Ok, super. Mesec oktober, še malce imamo, evo. Mesec oktober, vi boste v tem obdobju, če želite imeti obilje, bi bilo zelo dobro, da se osredotočite nazaj na vero v življenje, duhovnost, angele. Vi ste ljudje, oktobra ste zelo eterični, zelo odprti, ampak včasih zaradi tega hitro zapadete v dvome, strahove in pesimizem. Ja, to pa se ne bo dobro išlo, se to je brez veze, angeli me ne pomagajo, duhovna rast je brez veze. Razumete? Zelo hitro lahko zapadete v to, da izgubite vero. Tega si v tem obdobju ne želite. Ne želite nehati verjeti v ljudi, ne želite nehati verjeti v ljubezen, ne želite nehati verjeti v duhovnost, v življenje, v svoje angele. Definitivno si tega ne želite. Kakorkoli se zdijo neke okoliščine težke, imajo zadnji nek smisel in z manifestacijo jih lahko obrnete samo vi. Vaše misli so zelo močne, če so pozitivne, k vam veliko prihaja in vkolikor padete v pesimizem, se lahko zelo, zelo bremena nakopičijo. Zato dajmo to rešiti. Vsi, ki ste rojeni oktobra, domača naloga vsak večer povezovanje z angelom varuhom. Lahko je tudi zjutraj zaradi mene, ampak recimo vsak večer se povežite z angelom varuhom in mu rečete po domače, želim, da si z menoj, želim, da me poslušaš, želim, da mi pomagaš. Želim verjeti vate, želim si tvojih znakov, želim, da mi daš vedeti, da si tukaj in da bo vse v redu. Povejte to svojim angelom varuhom, naj vam dajo signal, naj vam nekaj pripeljejo, naj vam pokažejo, da resnično bo vse v redu. Okrepite v bistvu ta most vere, a ne? Mesec november, ta vam bo všeč, ali pa tudi ne, bomo videli, kakorkoli že je resnica. Vi, ki ste rojeni novembra, boste zdravili naučene podzavestne vzorce. V tem obdobju vam bo veliko prihajalo na plano to, kar ste bili naučeni in prepričanja, ki ste jih do sedaj razvili. Hkrati se vam bo pa oglasil drugi del duše,
ki bo pa želel čisto po svoje, ki bo želel pa čisto nova prepričanja. In zdaj se ta dva srečata na tem duhovnem polju in reče, jaz sem to naučen, ampak jaz pa hočem, da se naučiš nekaj novega, ampak jaz sem to naučen, jaz želim nekaj novega, da se naučiš. In imate potem tak zanimiv bojni ples, a ne? Zaradi tega, ker imate stara prepričanja in ta nova energija, ki želi trenutno sidranje v vašo podzavest, dostikrat prihaja pri vas do iluzij. Mislite, da je nekdo vaš sovražnik in da vam hoče škodovati, pa nima sploh veze z vami. Mislite, da se vam neki načrtno hoče neka škoda zgoditi, ampak nima veze z resnico. Gre se samo za to, da ste imeli stara prepričanja, da ta energija škoduje in nikakor nova energija ne uspe tega prepisati, da temu pa ni tako. In zaradi tega dostikrat dvojne emocije srečujete pri sebi, pa tudi pri ljudeh. Enkrat so zelo prijazni do vas, drug trenutek imate občutek, da vam bojo uničili življenje. To je zato, ker je povezano z vami, ker so vaš sprožilec in prišel je dejansko tisti trenutek, da vi to nekako preobrazite. Za vas je nadangel Rafael z mojo pomočjo pripravil jutranji ritual. Vaš jutranji ritual naslednje 3 mesece je, da boste preprogramirali svojo podzavest tako, da boste vsak dan iskali nekaj pozitivnega. Jaz predlagam, da zberete nekaj, s čimer imate težave. Recimo, da imate prepričanje, da ni prijaznih ljudi, da so vsi ljudje zlobni, da je to čismem in tako naprej. Če vas recimo to popade, jaz sem zbrala en tak primer, ko se zjutraj zbudite, danes iščem prijazne ljudi. Želim potrditev, da so ljudje, ki me imajo radi in s katerimi lahko nekaj dobrega naredim. Vse drugo, kar srečate v nekem dnevu, enostavno izločite, ne registrirate in načrtno iščete. Če imate prepričanje, da ni obilja za vas, v nekem dnevu iščete obilje, iščete, nekdo vam nekaj podarja, pa rečejo, klej pa lahko brezplačno parkiraš. To pomeni kontraenergijo iščete, zato da bo ta pozitivni del vas prepisal tistega starega naučenega. Taka zelo zanimiva vaja, če boste dosledni, vam lahko prinese resnično čudeže. In seveda zaključujemo z mesecem decembrom in potem s časoma seveda tudi z našimi sporočili. Tisti, ki ste rojeni meseca decembra, boste nekako zdravili to, da imate včasih tendenco, da se malce povlečete vase. To pomeni, da nekako zaprete srčno povezavo, tega ne naredite načrtno, ampak kot da ne bi želeli spustiti ljudi k sebi, kot da ne bi želeli spustiti dobrega k vam. Tudi če vas nekdo pohvali, ste včasih me heca in tako naprej. Za vas bo čas, da srčno povezavo na široko odprete. To boginja Lakšmi je čudovita za to. Na široko odprite srčne povezave. To pomeni, ne zapirajte se doma, pojdite med ljudi, pogovarjate se z ljudmi. Ogromno novih izkušenj vam bojo vse vrste povezvanj prinesle. Kolikor boste šli na širšo povezanje, medtem ko bi hoteli doma na kavču spati pa ležati, vam bojo nekatere stvari, ki vam jih angeli pripravljajo, vam bojo dejansko lahko lažje pripeljane, zaradi tega, ker angeli bi z veseljem potrkali pri vas doma pa rekli, lej, tole zate, ampak ne bo šlo tako. Pejte ven, pejte, med ljudi, pejte na zabavo, pejte na meditacijo, razumete, tam, ko so isto misleči ljudje, pejte ven, ne zapirajte se, zato, ker mogoče včasih mislite, da rabite počitek in ga rabite, ampak dejansko nove priložnosti za vas se skrivajo v povezovanjih, Tukaj je vaša domača naloga, da načrtno gradite srčne povezave, da greste v družbe, delite mnenja, greste na masaže, povsod, kjer se zadržujejo ljudje. Hkrati pa, če želite nekaj nove življenjske energije, ki jo boste potrebovali v tem obdobju, pojdite tudi v naravo. Ta povezava ni samo med ljudmi. Pojdite ven, objemite drevo. Pa me bojo čudno gledali, pa kaj mene skozi čudno gledajo. Jaz objemam vsa drevesa, da me vidite. Moj. Pojdite ven, pobožajte žival, resnično povezujte se. Tudi tisti, ki imate hišne ljubljenčke, več časa jim namenite. Prav tako, pogovarjajte se z njimi. A veš, kaj se mi dogaja, kako spati ti, ful te imam rada, ful imaš lepa ušesa. Razumete? Dejte to ven iz sebe, boste videli, srce vam bo kar zacvetelo.
Pa da bi uspelo, prišli smo čez 12 mesecev, mislim, da vam je bilo tole všeč in upam, da vam je bilo všeč. To je to, kar smo pripravili, torej naša druščina, Kali, Lakšmi, moja malenka sina Danke, Rafael. Sledite nekako tem energijskim smernicam, pripravili smo jih z ljubeznijo in verjamem, da bo to vaša jesen, ki se bo prelevila v krasno praznično obdobje. Seveda bomo z vami tudi mi, imamo torej ogromno meditacij zdaj, pa imamo zdaj Mihael je začel voditi skupinske vodene meditacije, ogromno, pa imajo živalske vodnike, jaz imam praznik boginje Lakšmi in Kali za cvetno kopel obilja, praznik na Dangela Rafaela, kup enih takih mističnih meditacij bomo imeli, Halloween meditacije, zaščitne meditacije, vse do velikega dogodka v Smeltu. Potem so tukaj še posebne delavnice pa dogodki, kakor Nataša pa Nal bosta imela branje ciganskih kart večer, skupinska medijska. Naredili smo ogromno novih stvari. Novembra je začenjam s čustveno šolo za vse tiste, ki rabite čustva, med se majčkeno pozdraviti ali pa si želite postati angelski svetovalci in še in še in še. Ne bom več govorila, jaz mislim, da je to. Vse naše dogodke in vse ostalo si pogledajte na www.potovanjeduse.si. Jaz pa vam želim ogromno obilja in vsega lepega. Radi vas imamo in lepo se imejte.